čiščenje oziroma zapiranje agresivne rastline ambrozija, ko vemo, da se v tem času zdaj razrašča, in komu je treba javiti, če se lastniki zapuščenih parcel ne odzivajo. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Gospa Janja. Hvala lepa. Najprej se bi zahvalila za odgovore postavljene na prejšnji seji, na vprašanje na prejšnji seji. Bi pa vseeno v zvezi s temi dvemi vprašanji, ki sem jih postavila, vseeno še prosila za dodatno obrazložitev. Sem pa tudi po mailu že poslala gospodu Petanu, tako da verjetno je že prejel. Spraševala sem, ali je Mestna občina Krško v kontaktu z novim večninskim lastnikom BIP-a, ni bil odgovor ali ja ali ne. Pa vkolikor ni, bi predlagala, da občina stopi v kontakt z novim večinskim lastnikom BIP-a, predlagam, da se to naredi tako, da se pošlje pobudo za srečanje oziroma sestanek novim lastnikom. In pa v zvezi z OPN-jem, danes bi dala še enako hvala za odgovor, bi dala še sledečo pobudo, da se pospeši aktivnosti za razgrnitev in sprejem OPN-ja. Se številnim podjetnim in fizičnim osebam se je zaradi tega, ker ga nimamo, onemogočena gradnja poslovnih in stanovanjskih hiš. Če želimo mlade obdržati v naši občini in moramo omogočiti, da lahko postavijo svoje hiše na zemljiščih, ki jih imajo bodisi v lasti ali jih imajo v lasti njihove družine, starši, ne pa na starem OPN določenih zemljiščih. Enako velja za podjetja. Če želimo obdržati v našem okolju, moramo zagotoviti primerno gospodarsko okolje, kar pa je nedvomno tudi sodi omenjeno področje. Potem bi pa še imela eno pobudo, ki je pa prišla do mene strani naših podjetnikov, obrtnikov, ki so strokovnjaki parkovnega vrtnarstva. In sicer drevored na CKŽ je dobil novo podobo, obrezane so bile veje. Strokovnjaki pravijo, da je takšen poseg preveč grob, samo drevo, ker krošnja drevesa rabi cirka 3 do 4 leta, da se obnovi. Potrebno bi bilo izrezati veje, ne pa na takšen način, kot je bilo. In tako bo za nekaj časa kvarilo podobo našega mesta. In pa druga pobuda, predlagam, da se ob kolesarski oziroma peš stezi ob videnski strani Save zasadijo medovita drevesa in odstranijo topovi, ker so ravno tako, kot je gospa rekla, ambrozija zelo problematični za dihala. Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje, pobude. Morda samo informacijo, se da bi dobila v pisni obliki odgovor, ampak ravno kar prihajam iz skupščine občin Slovenije, oziroma ne skupščine, vsega predsedstva, ki bo danes na Brdu pri Kranju, in tematika, če se tiče OPN-jev, je problematika širša, mi smo Mestna občina Krško kot take. Naša občina pa zelo intenzivno pristopa k temu reševanju, tako da bo kmalu tudi ta zgraditev, to ni bila to čisto vrednost. Gospod Celšek, izvolite. Pozdravljeni še v mojem imenu. Na podlagi pogovora na sestanku sveta staršev osnovne šole Leskovec pri Krškem iz dne 20.2.2023 dajem pobudo za generalno obnovo leskovške šolske kuhinje, saj se od zadnje prenove leta 2010 do danes število obrokov, ki se skuhajo v kuhinji, povečalo za 60%. V kuhinji pripravljajo malice in kosila za šolo in vrtec. Leta 2007 je to dnevno znašalo 1000 obrokov, leta 2022 pa 1630 obrokov. Več kot polovico je malic, ostalo so kosila. Krepko povečana je potreba po prostoru, opremi za pripravo hrane in kuharskem kadru. Če se uresniči predlog Inštituta 8. marec, ki so ga konec leta 2022 naslovili na Vlado Republike Slovenije po brezplačni prehrani za osnovnošolce, bo trenutni sistem v leskovški kuhinji zagotovo odpovedal. Hvala lepa. Hvala za pobudo. Prosim. Gospod Barbič, prej se opravičujem. Izvolite. Ja, hvala za besedo. Imam pobudo za sanacijo divjega odlagališča v Malem Podlogu.
Že na 25. seji občinskega sveta v mandatu 2012-2018 sem opozoril in podal pobudo o ogledu in sanaciji divjega odlagališča v Malem Podlogu na parceli 2318/1 in 2319 kao Senuše, ki je velikosti približno 6000 kvadratnih metrov in je tudi v neposredni bližini avtoceste. Moram opozoriti, da je odlagališče v vodovarstvenem območju in lahko dolgotrajno onesnaži podtalnico. Na odlagališču se nahajajo razni sodi od olja, goriva, razne cisterne, cisterna prekrita z betonsko maso, včasih bila prezovana v benzinskem servisu in veliko ostalega odpada, ki se lahko ceja v podtalnico. Tudi kasneje sem večkrat opozarjal na zadevo, vendar se do danes ni še nič spremenilo. Vlagam tudi nekaj fotografij, ki so bile narejene danes. Ne morem pa razumeti, da v nekem drugem primeru tretja oseba vloži odpad na tuje zemljišče in če nekdo to prijavi, je kriv lastnik zemljišča. V tem primeru pa gre po moje za dvojna merila, saj po vodilnosti in ukrepanju to vsaj tako razumem. V tem primeru se v 5 letih ni zgodilo nič, čeprav je lastnik in tisti, ki odlaga, znan. Hvala. Hvala za vprašanje, pobuda, gospod Omerzo, pardon, potem gospod Perto. Še, zdaj pa bo pisec. Ne, zdaj bo gledal. Pozdravljeni, imam 3 vprašanja in pa eno pobudo. Prvo vprašanje bi bilo, ali so bili zdravstveni domovi opremljeni z prevajalniki oziroma pripomočki za prevajanje v albansko-slovenskega jezika. Drugo vprašanje, zakaj se v zdravstvenem domu Senovo več ne opravljajo obvezni zdravniški pregledi učencev osnovne šole 14. divizije in sosednjih 2 šol. Tretje vprašanje, ali ste preverili glede odbora za mladino, ali so tisti 2 gospodični gospe, lahko članici, kot zunanji članici, in pa še predlog, da bi v moj projekt, imam predlog, da se v moj projekt participativni proračun za vsa območja uvrsti, podrazred konto vzdrževanja na splošno. Hvala. Hvala za vaše vprašanje, pobuda. Na enega boste dolgo odgovor že potem na koncu v imenovanju komisije. Gospod Perkotov, izvolite. Hvala za besedo, župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Najprej bi se rada zahvalila za odgovor na moje pobude, ki sem jih dala na prejšnji seji. Sicer bi pa rada še komentirala glede tega pločnika za izgradnjo na Malem Kamnu. Nekako je jasno razumeti, da se zahteva večji projekt, ker bi s tem imeli razlog in povod za večjo finančno obremenitev. Ta finančni zalogaj ponavadi izpade iz proračunov in drugih finančnih načrtovanj in smo spet na samem začetku, ni denarja. Vsakemu je jasno, da je vsaka širitev projektov zgolj izgovor, saj pri realizaciji in finančni konstrukciji ponavadi pride še do večjih izzivov. Napisali ste v odgovoru, da je v februarju potekal sestanek, pa bi lepo prosila za konkretnejši uvid v ta dogodek, kot na primer predstavitev zapisnika tega sestanka oziroma odzivnost DRSI. Verjamem, da tak transparenten način obrazložitve zanima tudi občane. Kar se tiče odgovora za osvetlitev postajališča za šolske prevoze otrok, sem zelo vesela, da ste nekako napisali, da boste poskušali zagotoviti sredstva in da se bo to realiziralo še v letošnjem letu. Bi pa prosila za odgovor, kakšna je predvidena časovnica, iz katere proračunske postavke se bo to izvedlo, da lahko spremljamo. Danes bi pa imela pobudo, in sicer urejanje stranskih dostopov pokopališča Senovo. Dajem pobudo, da se na pokopališču na Senovem uredi dodatni dostop iz parkirišča
in ob poslovni vežici, saj se trenutno uporablja zgolj neurejena steza. Občani in obiskovalci pokopališča bi tako regularno lahko dostopali do grobov po urejenem stopnišču, kar bi bil vsekakor tudi drugačen videz urejenosti. Glede na opažene zlorabe in uzurpacijo asfaltiranega parkirišča bi bilo smiselno omiliti tudi dostop na mostu pred vhodom na vsa parkirišča. Namestitev fizične zapore za vozila v današnjem času gotovo ni nemogoč projekt. Na žalost se dogaja, da parkirišče v nočnem času postane poligon za neprimerne motoekshibicije, kar gotovo ne sodi na tak pietetni prostor. Hvala. Najlepša hvala za vaše komentarje, predloge in tudi pobudo. Če je še kdo prijavil, prvi je gospod Petrovič, gospod Kristina, pa gospod. Dajem pobudo v imenu Krajana Gorenjega Leskovca, da se pri trgovini Gorenjega Leskovca tudi postavi avtobusno postajališče za prevoz šolskih otrok. Krajani so pripravljeni poskrbeti za to, da se pridobi soglasje za zemljišče in pa seveda so pripravljeni tudi pomagati pri izvedbi del, samo treba ga je umestiti, ali to naredi, ali se to pogleda tudi preko Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali pa direktno s strani občinske uprave. Je njim vseeno, ampak pričakuje pa, da bi ravno, tako kot je bil argument za Zalog, tudi tu prišlo do tega, da se na primeren način tudi osvetli. Hvala lepa. Hvala. Gospa Kristina Gorejo-Tračič. Hvala lepa. Ker je že gospa Starc opozorila na drevored na cesti Krških žrtev, bi pa še jaz opozorila na nasad smeh od spodaj, ker ima mladinski center v Šumici včasih kakšne prireditve. Ta smeh nasad je napadel lubader in neki smeh je tudi suhi, pa da se mogoče preveri varnost in tudi počisti to, kar je pač suho in mogoče tudi malo na izgled popazi, ker to je v glavni cesti, pa se mi zdi, da včasih tako malo zapuščeno. Najlepša hvala. Gospod Jože Orlovec. Hvala za besedo in lep pozdrav. Najprej bi se spomnil na odgovore, ki sem jih prejel, hvala lepa. Moram pa reči, da me odgovori seveda niso osrečili, kar se tiče te javne infrastrukture obiskovcev. Menim, da so bili predlogi minimalni in bi obseg v odgovoru tudi sila skromno. Kar se tiče pa gradu, se zopet odnašamo, kot sem že pred leti omenil, kot je Pečačko, in res sem pričakoval vsaj minimalno več razumevanja za to, ampak bom polemiko na to temo izkoristil kako drugo priložnost. Za danes imam pa kar nekaj predlogov, bolj predlogov kot vprašanj. Nekateri so tudi vezani na predloge Krajana. Prva zadeva je tako imenovana šikana na obvoznici, mimo mestnega jedra, za katero predlagam, da se jo odpravi, ker danes ne služi namenu in hkrati predstavlja nevarno prometno oviro, še zlasti za tiste udeležence v prometu, kateri bolj poredko zaidejo v naše mesto. V obzir velja vzeti tudi precej verjetno dejstvo, da je peš most del preteklosti oziroma so možne bolj prijazne projektantske rešitve, ki ne bodo posegale tako neposredno v prostor ob obvoznici. Druga zadeva je predlog Krajana Brestanice, nanaša se pa na peš prehod. Na predlog Krajana želimo opozoriti na prehod za pešce v bližini prostorov krajevne skupnosti Brestanica in sicer gre za slabo vidljivost tako samega prehoda kot tudi pešcev. Po mnenju Krajanov je to posledica neustrezne osvetlitve, kar pride še posebej do izraza ob dežju. Predlagam, da se zadeva preveri v sodelovanju s Krajani in morebitne pomanjkljivosti odpravi. Tretja zadeva je nanaša se na splošno varnost na našem okolju. Zanima me, ali ste prisotni zaznali povečan obseg vandalizma in tatvin na javnih površinah, da ne omenjam tatvin in groženj po trgovskih centrih, ki jih je že toliko, da bodo kmalu postale kar sprejemljive. Dejstvo je, da se ta zadrega kljub vsestranski pomoči, razumevanju in konkretni finančni podpori krasno slabša, strategije, ki jih precej redno spremljamo v tem prostoru, pa so same sebi v namenu.
Seveda se te težave niso pojavile konec leta 2022, ampak se z njimi srečujemo vsaj že 20 in več let. V nekaterih krogih, tudi lokalnih, pa to nevzdržno stanje negujemo kot nekoč nekakšno bratstvo in enotnost. Pred časom smo prejeli določena sredstva za blaženje posledic sobivanja, vendar jih je prejšnja oblast preusmerila. Ta sredstva bi lahko pripomogla k večji varnosti in odpravi ali poravnavi večine posledic. Kakorkoli, malo bomo prisiljeni, da se soočimo z dediščino nedopustnega ravnanja pred nami. Zanima me, ali imamo namen porabiti prejeta sredstva za namen, za katerega smo jih prijeli, ali pa bomo vztrajali pri odločitvi predhodne oblasti. Četrta zadeva se nanaša, če ste že to uredili, to je boljše, sicer pa nič posebnega, gre pa za veliko srce Brestovice. V januarju 2023 je gospod Lojze Kunek v imenu društva Gabriel Žiro poprosil in predlagal, da občina Krško poda pisno podporo k njihovemu prizadevanju, da se veliko srce Brestonice po 74 letih spet vrne v Brestonico in pietetno pokoplje v tamkajšnji baziliki. Vkolikor to še nismo storili, predlagam, da se ustreže tej prošnji in podamo pisno podporo, ki bo priloga zahtevi Škovilje Celje, ki bo naslovljena na Narodni muzej Slovenije. Ni odveč omeniti, da bi vrnitev srca v Brestonico prinesla pozitiven vpliv na razvoj romarskega turizma in posredno tudi na razvoj aktivnosti na Bližnjem gradu. Peta zadeva je predlog krajanov Lok in lastnikov tamkajšnjih zemljišč. Krajani naselja Loke, kakor tudi lastniki vikendov in kmetijskih zemljišč na tem prostoru predlagajo, da se ponovno kategorizira in vzpostavi cestna povezava med dvema cestnima telesoma in sicer po nekdanji trasi. Kategorizacija je bila pred časom ukinjena. Sedaj pa imamo tudi že bivalne enote v tem okolju in posledično težave pri odvozu komunalnih odpadkov. Podobno težavo imajo tudi lastniki kmetijskih zemljišč ob uporabi kmetijske mehanizacije. Zadevo je možno enostavno urediti s ponovno vzpostavitvijo cestne povezave, ki je nekoč že bila. Zato predlagam srečanje s krajani, na katerem bi pretehtali možnosti. Šesta točka se nanaša na čebelarstvo. Pravijo, da se sveta ne spreminja s praznimi besedami in razgrajanjem po ulicah, ampak s konkretnimi, lahko tudi majhnimi dejanji. Ni moj namen, da bi tokrat ponavljal ideje, kako so čebele in čebelarstvo izjemno pomembne za naš obstoj. Želel bi le opozoriti na zapostavljenost te panoge pri nas. Je že res, da smo storili korak naprej in zgradili čebelarski center v samem mestu Rijeto. Zgradili in Korgrvel pozabili. Nisem prepričan, da poslanstvo čebelarstva danes lahko preživi po pravilih zgolj tržnih zakonitosti in prijavah na javne razpise. Zato da že sedaj predlagam, da se v okviru rebalansa, ki je pred nami, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje čebelarskega centra in tudi za izgradnjo oziroma dokončanje regijskega učnega centra v Leskovcu. Potem imam pa še eno točko, ki se nanaša na točko 9.1, ki jo bomo danes obravnavali. Predlagam, da se na sejo v maju ali juniju 2023 uvrsti tudi točka o enakopravni obravnavi vseh lastnikov zemljišč, katera potrebujemo za izgradnjo občinske in krajevne gospodarske javne infrastrukture. Danes bomo s potrditvijo predloga po točko 9.1 to storili oziroma spremenili za tako imenovani državni del infrastrukture v naši občini. Zato predlagam, da poenotimo sistem odkupa in uvedemo tržni sistem na celotnem področju. Na ta način bomo seveda porabili več sredstev za nakup zemljišč, vendar hkrati dosegli precej krajše roke izvedb projektov. Danes se nekateri projekti posledično vlečijo že 10 in več let ter povzročajo nezadovoljstvo med krajani. Hvala.
Hvala za vaše mnenja, vprašanja, pobude in tudi komentarje. Gospod Kunej, pobude njegove pa realiziram, to lahko z gotovostjo rečem. Še kdo se je prijavil k besedi? Izvolite, gospod Grahovac. Hvala za besedo. Jože, tebi se zahvaljujem, da si pustil še malo časa, ko je namenjen za to točko, tako da bom že izslahno vas prišel. Hvala za odgovor na mojo pobudo, da se sončna elektrarna na Senovem vrtcu nastavi, in iz odgovora sem ugotovil, da je smotrnost izvedbe tega projekta, saj tako so tudi te raziskave, katere ste naredili, kažejo. Tudi sam sem bil prepričan v to. Manjka mi samo tista časovnica, katero smo pa predlagali, ko je rekel, da se samo razmišlja in izpodaja pobudo tokrat, da naj se to z rebalansom za 23 predvidi, koliko dnev rebalansa, pa vsekakor pričakuje, da bo to v letu 24. Hvala. Hvala za vprašanje, pobudo. Še kdo morda? Ja, izvolite, gospod Kodela. Lep pozdrav vsem skupaj, jaz bi imel dve vprašanje oziroma pobudi. Prvo vprašanje se nanaša na Striniško cesto, kjer je bil že pred leti narejen projekt za ureditev pločnika, vendar je bil realiziran samo do polovice. Zanima, zakaj se je to ostalo in kdaj bo šlo naprej. Druga stvar je pobuda, ko se dela potna postaja, zdaj se cesta dela na novo, pa vsa infrastruktura noter. Krajani tam sprašujejo domačini, zakaj se namesti še pločnik. Drugo vprašanje. Tretje vprašanje pa glede otokov za smeti, se pravi, ki so verjetno last Kostak oziroma občine v Krškem, no tu je tega neurejenega oziroma so otoke, no to je tako zanemarjeno oziroma neočiščeno, ker določeni, vemo, ljudje prskajo po teh smeteh in pustijo vse razmetano. Zanima, da se bo kaj po tej smeri tudi naredilo. Jaz predlagam, da tam, kjer so te kontejnerji, da se pač naredi tista izkop v zemljo, tako ko imamo pri ribniku, na primer, pa še pri šolo dol in potem je stvar urejena. Tudi te tri bom tudi napisal, pa hvala lepa za odgovor. Hvala za vprašanje. Morda, če imate konkretno, s kateri otoki gre bo lažje, potem to pa ne na koncesionarja, tudi v Leskovcu smo podoben primer in smo ga rešili, ko so aktivno štime kamere, pa boljše ni idealno, ampak boljše projektove. Imam konkretne primere, pa bom napisal, ja, hvala.